Ste že kdaj slišali rek ne spreminjaj, če ni pokvarjeno? No, v tem mojem primeru sicer nič ni pokvarjeno. Mi je pa ta rek padel na misel, ko sem se usedel v novi Fiat 600 in se spomnil, da je ta oznaka včasih že obstajala, potem ne, zdaj pa jo spet imamo. Če razložim. Fiat 500 je bil že v poznih 50 letih manjša izvedenka Fiata 600. Bi rekel Fičo, ampak Fičo je bil zastavin generik Fiata 500. No, Seicento oziroma Fiat 600 je bil torej večja različica za tiste, ki so imeli več prtljage ali pa več potnikov. Ko je pred leti na ceste zapeljal novodobni Fiat 500, so potem zrasle še različice 500X, pa 500L, Living in tako naprej in vse so bile večje. Pa sem že takrat pomislil, da bi Italijani novemu modelu lahko pač dali novo ime, če jih že imajo v svoji bogati zgodovini. Očitno so me slišali, ker je tukaj zdaj 600. Tole je za današnje razmere še vedno relativno majhen avto. 4,17 m je dolg in mogel bi vam zdaj pokazati, kako zelo je prostoren in bi sabo na izlet vzel svojo familijo, kot me je naročil šef. Pa snemamo tole sred tedna in žene in otroci nimajo prosto, zato si bom pač predstavljal, da nas je več. Sedež imam, otrok je tu gor, namestiti ga ni bil noben problem, tudi vrata se odprejo dovolj na široko, da sem ga brez težav potisnil v avto. Prtljažnik ima 360 litrov in vem, da obstajajo tudi bolj prostorni avtomobili, ki so večinoma tudi dražji. Gre pa tudi s Fiatom 600 brez težav, če ga boste uporabljali kot družinski avto. Sploh če pomislim, kako smo se včasih z Jugeci in Fičati vozili na dopust, a ne? Fiat ne more iz svoje kože in to mi je všeč, ker je tudi 600 za pogledati simpatičen. Ena taka avtomobilska modna torbica je, ampak dovolj resna, da tudi moškim v njem ne bo nerodno. Če smo pri prejšnji generaciji 500 in vseh njenih derivatih jamrali, da so sedeži spredaj take, kot da bi sedel na klopi, no, niso več. Zdaj sedim udobno, sedalni del je dovolj dolg, pa tudi izgleda zelo dobro s temi izbočenimi napisi. In v opremi La Prima ima 18-palčna platišča, eko usnje, enostavno masažo, velik zaslon, cel kup asistenčnih sistemov, ja, tudi tatečne, ampak vse je pod kontrolo. No, saj zdaj je. Če odštejem tiste, ki imamo doma vreščeče dojenčke ali pa tiste z dvema najstniškima mulcema, ki 3/4 časa težite, kot pravi Anže, da je pri njih doma, potem je tole fajn avto tudi za tiste, ki ste za otroke še premladi ali pa tiste, ki ste svoje že spravili iz hiše. Torej za vse 60 plus stare, ker so danes mulci navajeni biti doma že do 35 leta, ne? Daleč je še to zame, ja. No, Fiat 600 se bo v večini vlog dobro znašel, ker moderno in modno izgleda, ni prevelik in zato štorast, v mestu se boste dobro znašli, ker ima senzore in kamere, tudi ta stekla so dovolj velika, da je preglednost dobra. Še bolj fajn pa se mi zdi, da ni klasične prestavne ročice, ampak se ta blago hibridni 1,2-litrski bencinski motor s 74 kW moči premika v povezavi s 6-stopenjskim dvosklopčnim menjalnikom, torej vse naredi sam. Vožnja je zato enostavna, navora pa zaradi pomoči sicer majhnega elektromotorja tudi kar dosti. Če vam bo takšen premalo, je na voljo še močnejši s 100 kW moči. Sej vem, da je za pogledati všeč tudi vam, ker redko kateri Fiat ni. Dobro, ne bomo zdaj v multipli. Ampak jaz šibam lepo domov, ker je premalemu treba zamenjati plenice, pa južno moram pol skuhati, da žena ne bo slabe volje, ko pride domov iz službe. Itak me bo spet obtožila, da sem se cel dan sam vozil naokoli, namesto da bi kaj naredil. Ampak mi dobro vemo, da sem, ker zdaj vi veste, zakaj bi bil Fiat 600 lahko tudi za vas. A ne?